Kritika organizacije, kot je J Street, je, da jim v bistvu daješ kritje. Daješ kritje sovražnikom Izraela, da lahko rečejo, v redu, ta skupina si v bistvu lasti naziv proizraelska in promirovna. Vedno kritizirajo Izrael. Dodajajo neko nijanso. Podpiramo jih, ampak morajo spremeniti X, Y in Z. Zato nas ne morete označiti za antiizraelske ali antisemitske, ker se v bistvu strinjamo z njimi. Kako ločite? Kaj počnete vi kot zagovorniška skupina in druge podobne skupine, ki zavzemajo isto mesto na političnem spektru? V nasprotju s tistimi, ki se vam skoraj očitno priključijo zaradi političnega kritja. Ja, gledajte, to je velik izziv, ki ga imamo in to je nekaj, kar pred 10 leti sploh ni obstajalo. Iskreno mislim pred 10 leti. J Street se je samo prepiral z AIPAC-om in stališče AIPAC-a o popolni podpori obeh strank vsemu, kar je želela izraelska vlada, je bilo stališče v ameriškem kongresu. Ampak zdaj se pogosto prepiramo tudi s tistimi na naši levi. Veliko časa sem preživel v razpravah z organizacijami in nadaljeval, nastopal na televiziji in v medijih z ljudmi, ki so na naši levi in zagovarjal stališče, da ne, veste kaj. In največja razlika med tem, za kar se oni zavzemajo in tem, za kar se mi zavzemamo, je ta, da nekateri izmed njih pravijo, pozabite na to. Povsem prekinimo z Izraelom. Uvedimo sankcije proti Izraelu. Izolirajmo Izrael. Kaznujmo Izrael. Končajmo odnos med ZDA in Izraelom. To so stvari, za katere se oni zavzemajo. Mislim, da obstaja. Ne verjamem, da je to samo po sebi antisemitsko. Mislim, da je del tega motiviran z antisemitizmom. Obstaja ta del. So ljudje, ki so antisemiti, ki so del tega gibanja. So ljudje, ki preprosto verjamejo v to in so tisto, kar bi imenovali anticionisti. Ampak so. In o tem lahko govorimo. In o razliki med tem. Ampak med tema dvema je zagotovo povezava. Veste, to ni naše stališče in mi namesto tega zagovarjamo, veste, želimo si varnostnega sodelovanja med ZDA in Izraelom. Ves čas smo dosledno lobirali naprimer za Iron Dome, za obrambo pred balističnimi raketami, za raketno obrambo. Veste, to smo počeli. Leta in leta se je J Street zavzemal za nadaljevanje varnostnega sodelovanja. Šele v zadnjih nekaj letih smo začeli zagovarjati, hej, ta pravila, to orožje je treba prodajati v skladu z ameriško zakonodajo. In če pride do kršitev, moramo o tem govoriti. In tudi začeli smo govoriti tako, kot so začeli govoriti vsi, od Benjamina Netanjahuja do Rama Mainjula ter Lindseyja Grahama, o dejstvu, da Izrael ne potrebuje več finančne subvencije, povezane z nekaterimi od teh stvari, ki že dolgo obstaja, tako da je tam prišlo do razvoja. Mislim pa, da skušamo jasno izraziti svoje stališča. Prav tako pa skušamo začrtati nekatere rdeče črte tam, kjer se ne strinjamo. In mislim, da je realnost, če pogledate naprimer na glasovanje prejšnji teden v predstavniškem domu, je velika večina ljudi glasovala za to, da se ta pomoč zmanjša oziroma popolnoma ukine. Demokrati, ki so to storili, so rekli, da so to storili, ker so bili tako frustrirani zaradi Netanjahujeve vlade. Niso pričakovali, da bo to kdaj postalo zakon, ampak so želeli poslati sporočilo. In verjamem, da je od teh 100 verjetno 80 ali 85 takih, ki se strinjajo z nami. Verjetno pa je 10 ali 15 takih, ki so šli še dlje in so na točki, ko bi pomoč popolnoma ukinili. Ampak to v resnici ni naše stališče in to niso stališča, ki jih zagovarjamo v predstavniškem domu. Kar poskušamo narediti, je zgraditi močno sredino v demokratski stranki. Za kar bi rekel, da je konstruktiven pristop k temu, ki na koncu konča izraelsko-palestinski konflikt ter zagotovi varnost, zaščito in svobodo Izraelcem in Palestincem. Veste, priznati moramo to, namesto da bi preprosto vse uničili in prekinili odnose. To ni naše stališče. Toliko let ste poskušali privabiti stranko na svojo stran, zdaj pa se obračate v nasprotno smer in poskušate nekaj tega potegniti nazaj. Ali menite, da ste morda šli nekoliko predaleč? Ali pa se je stranka preprosto razvijala hitreje, kot se je vaša organizacija lahko prilagodila? Pravzaprav imam občutek, da smo ves čas ostali na istem stališču. Z nekaj spremembami, a smo ves čas ostali na istem stališču. Z J Streetom sem šele približno leto in pol. Ampak veste, skoraj ves čas smo bili v bistvu na istem stališču. Ameriška politika se je res dramatično spremenila. Pravzaprav ne mislim, da smo pretiravali. Pravzaprav mislim, da je velika večina demokratske stranke tam, kjer smo mi. Le peščica zelo glasnih glasov so morda šli bolj na levo od nas. In večina teh glasov prihaja iz kongresnih okrožij, ki so izrazito demokratska, povsem na strani demokratov, veste? In tako pač je.
Poglejte, to je eden od razlogov, zakaj sem po kampanji prišel delati na J Street. Kaj ne? Med kampanjo je bila moja naloga, da nagovarjam judovske volivce. Bil sem nacionalni direktor za nagovarjanje judovskih volivcev. In kar sem najglasnejši glasovi, ki sem jih slišal med kampanjo, so prihajali iz dveh smeri. Prva skupina so bili tisti, ki so podpirali Bibija Netanjahuja ne glede na vse. In kot, podpirali bomo to vlado ne glede na vse. In druga stran so bili ljudje, ki so 8. oktobra 2023 že vzklikali, da gre za genocid in protestirali ter govorili, da je za vse kriva Izrael. Prevladujoča večina ljudi, s katerimi sem govoril, ni sodila v ti dve skupini. So veliko bolj tihi, ampak so nekako na stališču, da bi morali imeti tako Izraelci kot Palestinci svobodo, varnost in priložnost. In J Street krepite glasove. In na koncu so ti glasovi morda tiši, vendar predstavljajo tudi večino volivcev. In to znova in znova vidimo. In to vidimo tudi v anketah. Videti moramo, kam bo vse to pripeljalo čez eno leto, ko bo demokratska stranka šla v svoje predizbore in razprave. Ampak mislim, da demokratska stranka ne bo pristala na nobenem od teh dveh ekstremov. Mislim, da bodo pristali na nekakšnem sredinskem položaju, kjer bodo še vedno lahko podpirali Izrael, se distancirali od vlade Netanjahuja in bili pripravljeni reči: želimo, da je Izrael naš partner, ampak hkrati nočemo Izraelu dati blanko čeka. In kadar se ne strinjamo, naprimer, ne bomo podprli nečesa,